Dr. Janko Petrovčič, smo na vašem odseku Inštituta Jožef Štefan. Tukaj pred nami je agregat, ki ste ga v bistvu razvili skupaj s partnerji iz tujine. Lahko tako nam laikom razložite, kaj je novost tega agregata, katere so njegove osnovne lastnosti in predvsem v čem je drugačen od prevladujočih? Tole je prototip agregata, ki iz dizelskega goriva, ki ga imamo tam zadaj v rezervoarju, proizvaja električno energijo. To se v vsakdanjem življenju proizvaja na drugačen način oziroma pretvarja z dizelskimi agregati. Dizelski agregat je pač naprava z motorjem z notranjim izgorevanjem, ki potem poganja električni generator in ta nam da energijo. V tem primeru z drugačnim postopkom dobimo to pretvorbo iz kemijske energije dizla v električno energijo, ki jo na koncu napeljemo v akumulatorje, in sicer tako, da je ekološko bistveno bolj sprejemljiva in ima bistveno večji izkoristek. Ta naprava deluje tako, da najprej dizelsko gorivo pretvorimo v reformat, to je v skup plinov, v katerem je večji del vodik, potem pa ta vodik na skladu gorivnih celic povzroči nastanek električne napetosti in seveda električnega toka, ki ga potem potrebujemo v nadaljevanju. Zadeva se začne tako, da na začetku v prvem reaktorju vbrizgavamo dizelsko gorivo, dodamo vodno paro in čisto malo zraka, zato da je stvar dovolj vroča. Na katalizatorju nastaja ta vodik, mešanica plinov sicer, ki pa jo je treba potem za nadaljno uporabo še nekoliko očistiti. V prvi fazi poskušamo se iz tega plina izloči žveplove spojine, ki so problematične. To je prvi filter. V naslednji stopnji se zopet vbrizgava vodna para. S to vodno paro se odstrani velik del ogljikovega monoksida, ki je tudi strupen plin. Recimo iz 1 do 3% preidemo samo še na približno 1000 delov na milijon. V tretji fazi se še ta preostala količina monoksida, ki je pač strupen, z dodatkom zraka potroši, spremeni v ogljikov dioksid, tako da pridemo na nivo približno 20 delov na milijon. Ta tako očiščen plin potem vstopa v sklad z gorivnimi celicami, to je ta sveteči blok tukaj. Z ene strani v sklad prihaja ta reformat, z druge strani zrak oziroma kisik iz zraka. Na celicah nastaja električna napetost in smo na cilju.